In zdaj to, da smo izpostavljeni in da so našli mikro in nanoplastiko v našem telesu, to je dejstvo. In zadnji je bil nek tak članek tako v reviji Nature, ki je taka pomembna revija, da so ugotovili tudi v možganih in da so teh delcev ugotovili več kot pred parimi leti, se pravi, bolj in bolj smo izpostavljeni. Mi sicer govorimo problem mikro- in nanoplastike in človekovo zdravje, ampak točno to, kar je rekla kolegica, mi to vidimo povsod okrog in vidimo, da je to nekaj, kar si ne želimo. To pomeni, glavni problem je problem pravzaprav odpadne plastike in seveda kako vrniti nazaj to v krog. Pač imaš tam, ne vem, kuli napiše, ga vržeš v smeti, pa da imaš drugega, pa tudi napiše, pa še tega vržeš v smeti. A veste, to je tako grozno potratno, in mi smo tega navajeni, to kar leti od nas. Mi smo pravzaprav izpostavljeni mnogim kemikalijam preko plastike. Otrok, ki je rojen zdaj, je izpostavljen še preden je rojen pravzaprav tem kemikalijam in potem še vsak dan svojega življenja verjetno bo. Vsakdanjega življenja brez plastike že dolgo ni. V mnogočem je nadomestila naravne materiale in poenostavila izdelavo številnih izdelkov za vsakdanjo rabo. Njena široka uporabnost je praktično nenadomestljiva. Koliko in v kakšni obliki ali oblikah pa utegne biti škodljiva? V tokratni epizodi podcasta Samo en planet bomo raziskovali resnice in mite o mikro- in nanoplastiki. Mikroplastiko so našli na najvišjih gorskih vrhovih, v najglobljih morskih jarkih, pa tudi skoraj v vseh delih človeškega telesa. Kako resno jemljemo opozorila o njihovi vseprisotnosti, s katerimi ukrepi jih lahko zmanjšamo, omejimo, kakšni so potencialni učinki mikrodelcev na žive organizme, kaj so razkrile dosedanje raziskave. Te prostemu očesu skoraj nevidne snovi in nevidni svet drobnih delcev bomo raziskovali z današnjimi gosti. Z nami so doktorica Damjana Drobne, profesorica na Biotehniški fakulteti. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Doktorica Viviana Golja iz Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja. Pozdravljen. In dr. Andrej Kržan, raziskovalec za polimerno kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Za začetek bomo določili dimenzije, ne našega pogovora, ampak dimenzije snovi, o katerih se bomo pogovarjali. Da si bodo gledalke in gledalci lažje predstavljali, o čem sploh govorimo, kajti en del, recimo nanodelci, so s prostim očesom nevidni. Torej, kakšne so te dimenzije? Če jaz odgovorim za začetek, te dimenzije, recimo mikroplastika, tista najbolj razširjena definicija je, da so to delci, ki so manjši od 5 milimetrov. 5 milimetrov je tako recimo eno zrno graha. To zlahka vidimo, potem pa seveda, ko gre na manjše, pa to počasi izginja. Medtem ko nanodelci so pod 1 mikrometrom, torej to je pa že 10 na -6 milimetra, to je pa prah, recimo, v velikosti prahu, to, kar vidimo, da se nabere na kakšni površini. Ampak teh delcev samih ponavadi ne moramo s prostim očesom videti. Tam moramo nujno uporabljati mikroskop. Obstaja še ena definicija, ki se je pojavila, ki je iz ISO standardizacije, kjer pa naj bi ta meja bila od 1 milimetra za mikroplastiko nižje, vendar se nekako ni prijela, še vedno se ljudje držijo teh 5 milimetrov. Postavimo zdaj to v kontekst, recimo, celice živega organizma. Biološkega sistema, hvala. Jaz prihajam iz nanosveta, to pomeni, da gremo ravno z one druge smeri proti mikrosvetu.
Tudi po eni definiciji, ki je najbolj uporabljena v znanstvenih krogih, so nanodelci delci, ki so manjši od 100 nanometrov. To pomeni, da se pogovarjamo o delcih, ki so bistveno manjši od mikro oziroma tudi nanoplastike. Po eni širši definiciji je to 500 nanometrov so nanodelci, pa tja nekje do 1 mikrometra tudi sprejmemo. In celice, človeške celice v povprečju, sploh tiste, ki so na površini, ki nas najbolj zanimajo, ki pridejo v stik s tem materialom, so nekje v povprečju 10 mikrometrov. To si težko predstavljaš, če ne uporabljaš mikroskopa, ker pač to so dimenzije, ki so očem nevidne. To pomeni, če je nanoplastika ali pa mikroplastika do 5 mikrometrov ali pa tja do proti milimetru, celica je pa 10 mikrometrov, pomeni, da smo pravzaprav v tem velikostnem razredu. To pomeni, da je ta nekako velikostna skala. To pomeni, pogovor med celico in tem delcem sta skoraj enako velika, kar je silno pomembno potem za razumevanje tega, kot rečemo, pogovarjanja oziroma interakcije. Tu nekje v tem smislu. In dostikrat mi za lažje razumevanje rečemo, tako kot je bilo rečeno, to je pravzaprav prah. In to je prah, ki ga vidimo okrog nas in ga ne želimo. To pomeni, vsi ti delci so pravzaprav v prahu in v prahu je marsikaj. Ampak nas danes in široko, bomo najverjetneje tudi kasneje o tem govorili, zanima tisti prah, ki je narejen iz umetnih postopkov oziroma iz polimerov. Tako nekako. Hvala. Ja. Zdaj, mediji so zadnje čase ali pa že kar nekaj časa polni precej katastrofičnih člankov o nevarnostih, ki se skrivajo v mikroplastiki, o tem, kako se nalaga tukaj, tam, kar sem že uvodoma povedala. In seveda nas je upravičeno strah. Ta bojazen ima neko osnovo. Zakaj nas je strah, oziroma česa se pravzaprav moramo bati, Viviana? Ja, tako moram reči. Ko zaužijemo neko hrano, dobimo z njo neka hranila in to je za naše telo koristno. Voda, hrana, zrak, čisti zrak, ki ga dihamo. Če pa zaužijemo neke delce plastike, to ni tako, mislim, ni nujno, da jih zaužijemo in ta plastika, odvisno od velikosti, tudi prihaja v naše telo. Recimo, nanoplastika bolj prihaja prav v telo, imajo večje delce pa telo izloči. In približno je tako nekih 250 nanometrov, če govorim zdaj o plastiki, ki smo jo zaužili skupaj z hrano. Če so večji delci od približno, ker te meje niso tako zelo natančne. Ampak 250 nanometrov pa telo naše izloči. Če pa manjše, je pa možnost, da prihaja skozi črevesno steno. In podobno je, ko vdihnemo ali pa ko nekaj prihaja na kožo, čim manjši so delci, potem je večja nevarnost, da pride v telo. In zdaj to, da smo izpostavljeni in da so našli mikro- in nanoplastiko v našem telesu, to je dejstvo. In zadnji je bil nek tak članek tako v reviji Nature, ki je taka pomembna revija, da so ugotovili tudi v možganih in da so teh delcev ugotovili več kot pred parimi leti, se pravi, bolj in bolj smo izpostavljeni, to lahko rečemo. Dejansko pa mi še ne vemo čisto dobro, kako ta plastika na naše telo vpliva. Želimo si ne, da bi bili izpostavljeni, ampak nimamo nekih zelo trdnih dokazov, da je to zelo slabo. Je treba narediti še veliko raziskav, da bomo ugotovili, kaj je. Problem v teh raziskavah je tak, da plastika, to bo kolega povedal, je veliko različnih vrst plastike. In raziskave, te toksikološke, se pa v glavnem delajo z samo določenimi vrstami. In zdaj vse skupaj je še v povojih. Tako da težko rečemo, kaj je škodljivo, kaj ni škodljivo. Z neko okoljsko plastiko še toliko raziskav ni narejenih, ampak stvari se dogajajo, so v teku in preko slej bomo imeli več informacij. Zdaj, če sem prav razumela, se to v telesu lahko nalaga,
Ampak Ja. zdaj govorimo tukaj mogoče bolj na področju fizike, a ne, snovi. Kaj pa se dogaja s kemijo, a ne? A ti, delci oddajajo neke, kemijske snovi in ali lahko prodrejo tja, kamor si ne želimo, da prodrejo? Na Ja. kakšen način, koliko je tukaj že raziskanega? Nanoplastika sigurno bolj prodira, ne. Zdaj pa, ker je plastika tako zelo različna in ima različne lastnosti, poleg same plastike, za katero vemo, da vsebuje polimere pa še ene aditive, ki se potem, če so v telesu, tudi sprostijo, ne, lahko ima na površini, ti delci imajo lahko na površini še druga onesnaževala in potem se tudi ta onesnaževala sprostijo. Tako da, ne vemo še, težko rečem. Damjana, vi ste strokovnjakinja za nanoplastiko, delate tudi poizkuse na fakulteti, predavate o tem, skratka, nanoplastika vam je kar, dobro, vam je blizu in ste prodrli že v določene skrivnosti, ki nas laike begajo. Ja, mogoče, no, bi samo to povedala, da smo ravno končali en velik evropski projekt ravno na proučevanju vpliva nano- in mikroplastike na človeka. Pravzaprav je šlo za 5 velikih projektov, ki so skupaj delovali. Iz 74 inštitucij smo bili 21 držav. To pomeni, da se je resnično nabralo veliko znanja. Mogoče eden od mitov, ki je zanimiv za nekako splošno javnost, je ta, mi rečemo prodrejo, pridejo, ampak to ni pasivno, ne. To pomeni, da plastika velikosti, kot je kolegica omenila, torej gre za nanometrske ali nekaj 100 nanometrskih, pride samo, če se celica tako odloči, če jo sprejme, ne. In mi imamo samo nekaj tipov tistih celic v črevesu, tudi kje drugje, celice, ki čistijo, celice imunskega sistema, ki jim je to služba, da vzamejo te delce in jih lahko nesejo oziroma odnesejo in počistijo. Torej, to ni nek pasiven proces, to je nekaj, kar je silno pomembno, ne. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je razvoj metodologije. Gre za izjemno majhne koncentracije, gre za material, ki je po kemijski sestavi, kar bo kolega povedal, zelo podoben biološkemu sistemu, torej ne gre za neke prepoznane drugačne elemente, kot je bilo v primeru proizvedenih nanodelcev. Ne, to pomeni, da jih je težko ločiti, ne. To pomeni, če damo na eni strani biološko znanje, torej znanje o biologiji celici, fiziologiji, vemo in smo lahko brez skrbi, da je zdrav organizem, katerikoli organizem, ne samo človek, vretenčar, ampak popolnoma vsak, nekako zaščiten pred prahom. Tako nekako začnemo razpravo s študenti, ne. Ali vi mislite, da se prah kopiči v naših možganih, a ne? Ali se samo en del prahu kopiči v naših možganih in potem naredimo 3 kroge razprave in precej hitro pridemo do zaključkov. Je pa res, da so in bodo določeni materiali, pa ni nujno, da gre za polimere, lahko gre tudi za karkoli drugega, novi materiali takšni, da pa bodo nekako lahko po principu trojanskega konja, to pomeni, da se bodo nekako vendarle lahko znašli nekje, kjer ne želimo. Hkrati si pa mnogokrat želimo, da določene delce pošljemo na neko mesto, tukaj je pa na mestu nanomedicina. In vemo, da nanomedicina ima svoje omejitve ravno zato, ker telo zelo uspešno čisti delce, torej material, če se znajde tam, kjer ne bi bil. Resnično je pa problem, kot je kolegica omenila, aditivi, to pomeni dodatki. Zato gre razvoj v to smer, da bi bilo dodatkov čim manj ali pa bi bili tudi ti dodatki material. Torej, vemo, kako in kaj lahko potem material nekako, oziroma se telo, celica spopade z materialom, ne. Torej, to so te neke smeri raziskav in pa predvsem smeri, kako pomiriti strahove, kaj se kje kopiči. Omenili ste dodatke. Mislim, da vem, da obstaja že evropska direktiva, ki naj bi prepovedala določene dodatke, za katere je bilo že ugotovljeno, da so škodljivi, dodajanju predmetom splošne rabe, se pravi od kozmetike do čistil, pralnih praškov in podobnega, ne. Je pa to zelo težko verjetno spraviti v industrijo, ali gre ta proces nekako naprej, tako kot si je Evropska unija zamislila, da bi moral iti? Jaz mislim, da je to v bistvu zahteven proces.
ampak to, kar ste omenili, je prepoved dodajanja mikroplastike k izdelkom. To se najbolj nanaša pravzaprav na kozmetiko, ali pa kozmetična sredstva, kjer se je dodajalo delce plastike zadevam, kot je recimo zobna pasta ali pa kakšne kreme pa tako naprej, kar je v bistvu popolnoma nepotrebno, morda je dalo dober občutek ali kaj takega, ampak v bistvu popolnoma nepotrebno. Tako da tukaj gre za relativno, kako bi rekel, omejen ukrep, ampak je pa prvi korak. To je dejansko prva prepoved in ta je prišla, zdaj ne vem, mogoče dobro leto nazaj, ampak je prva prepoved, ki se nanaša pravzaprav na mikroplastiko. Vse ostalo je neregulirano v celoti. Ampak to niso dodatki, o katerih je govorila kolegica, ne? Vi ste mislili aditive v smislu kemikalij. Ne? Zato, ker veste, plastika je formuliran material, ki vsebuje polimere. Polimer je neka osnovna sestavina, polietilen, PVC in tako naprej. Ne? Ampak tej osnovni sestavini, polimeru, dodamo še druge dodatke, lahko so, ne vem, plastifikatorji, ali pa recimo mehčala, barvila, vse mogoče. Ne? Vse mogoče in stabilizatorji tudi, ne, recimo proti UV in tako naprej. In teh kemikalij, ki se jih dodaja, je ogromno. Ogromno, mislim, da so rekli, da jih je okoli 8000, preko 8000 kemikalij se dodaja in hkrati pravzaprav, ko kupite plastiko, ne, nimate podatka, kaj vse je dodano. Mogoče imate podatek, da je stabilizirana proti UV razpadu, ne, ampak to je vse. Vi ne veste, kaj je noter. Tako da imate v bistvu en koktejl kemikalij, ki ga dobite, pa še hkrati ne veste, kaj je not. Ker bi imel vsaj napisan, tako kot na škatlici, ne vem, kreme, ki jo kupite v trgovini, ne, tam piše, kaj je noter, vsaj tiste osnovne ali pa najpomembnejše sestavine. Tukaj tega ne dobite. Ne. In ravno zdajle sem eno študijo bral, kjer so se ukvarjali pravzaprav zelo detektivsko, ne, s tem, kaj je pravzaprav v teh plastikah noter. In če pomisliš, ne, je to ena taka velika neumnost in potrata časa, napora, denarja, dela teh raziskovalcev, ne? Ker nekdo, ki ta material naredil, točno ve, kaj so not namešali. Ne? Ampak to je očitno poslovna skrivnost. Ne? Jaz Tako. bi se tukaj malo navezala na Ja. vas. Ne? Plastike je veliko različnih vrst za različne uporabe. Zdaj, če pa gremo na plastiko v stiku z živili, tam se pa točno ve, kateri aditivi smejo biti Tako. in to je zelo regulirano. Tu, če ne piše, ampak seveda manj škodljivi aditivi se lahko uporabljajo in pol tudi se na ta način ta plastika naredi, da ti aditivi, ti dodatki ne bojo se sproščali v živilo v takih količinah, ki bi bile zdravju škodljive. Tako da, ta je zelo Ja. regulirana. Drugi Ja. pa ne bom rekla. Ta Recimo del je reguliran. Ja. Drugi pa neki zaviralci gorenja, pa take druge stvari, kar se zelo veliko uporablja, ne, in tudi ostane potem v nekem na smetišču in se razgradi in se po celem svetu potem to raznese. To so pa tudi škodljivi aditivi. No, da za zdravje. mi smo pravzaprav izpostavljeni mnogim kemikalijam preko plastike. Ne? Je pa res, da to niso zelo visoke koncentracije, to so izjemno nizke koncentracije, ampak mi imamo tukaj situacijo, da smo mi kronično izpostavljeni, desetletja. Otrok, ki je rojen zdaj, je izpostavljen še preden je rojen pravzaprav tem kemikalijam in potem še vsak dan svojega življenja verjetno bo. Ne? Nizki koncentraciji. In zato je potem tako silno težko ugotoviti, kakšen je učinek. Spet bi se jaz Ja. glede na to, mislim, na splošno, če govorimo, je to res, ne, ampak v določenih vrstah plastike za stik živil je tudi 50% mase nek dodatek, recimo mehčalo. Ne. Recimo, kot en primer, tesnila za pokrovčke kako bi rekla, pokrovčki na teh steklenkah za embalažo, za živila, tam zna biti tudi 50 in več procentov nekih aditivov. Tako da.
Ampak tega v primerjavi z vso plastiko ni toliko, samo ene plastike imajo več. Omenili smo nevarnost zdravju, ne? To je nekaj, kar nas pravzaprav vse zanima, ne? In nas zanima tudi, kaj pravzaprav to pomeni, ne? Nevarnost zdravju, včasih slišimo strupeno, tveganje. Pravzaprav nevarnost je povezana s koncentracijo, ne? To je bistvo toksikologije, ne? In izpostavljeni smo zelo nizkim... Tveganje, tako, ne ja. nevarnost. Ja, Nevarnost je lastnost same substance. Tako, nevarnost je pač lastnost same substance, da ima pač potencialno neko kvarno delovanje lahko. In gre za odmerek, to pomeni za koncentracijo, ne? In to, kar pa na našem področju razvijamo, so pa metode biološke, kako pravzaprav ugotoviti, da je skupek poznanih ali pa tudi nepoznanih snovi, ki se sproščajo s časom, to pomeni, ki jih tudi staramo lahko, ki jih tudi spreminjamo lahko, vendarle v tej interakciji ima nek vpliv in kakšen je to vpliv, kako to določiti, kako to pravzaprav izmeriti, ne? In obstoječe metode, ki jih uporabljamo v toksikologiji, so običajno neustrezne, ker so narejene za kemikalije. To pomeni, kemikalija ima svoj način vstopa, svoj način reakcije ima celica. Tukaj pa potrebujemo neke nove metode, ne? In zato je toliko mogoče tudi nekih prehitro narejenih zaključkov, objavljenih, in zato je mogoče tudi toliko nekih strahov, dvomov v znanost, dvomov v enotnost stroke ravno zaradi tega. Ker to je področje, ki je v zadnjem času zelo, kaj ne rečem, financirano, to pomeni veliko se nas s tem ukvarja. Nekateri, ki smo vstopili iz področja nanotoksikologije, z drugih področji, to pomeni, gre za veliko skupino raziskovalcev, znanstvenikov, ki so morda prej počeli tudi mogoče kaj drugega, sorodne stvari in v trenutku se vsi ukvarjamo bolj ali manj z enim področjem in že to, da se med sabo ustrezno pogovarjamo, da imamo ustrezno izrazoslovje, ne, kar smo pravzaprav ravnokar ugotovili, in to v večjih jezikih pravzaprav, ne, je včasih zelo zahtevno. In to je to, kar je dejansko problem. In hkrati to na ustrezen način posredovati, težko rečeš, ne vem, po 4 letih raziskav ne smeš reči, ne vem. Hkrati pa mi ne upamo reči, ne, ni. In zaključek teh projektov je bil pravzaprav ta, da trenutno ni metodologije analitične, ki bi ali potrdila ali zavrgla prisotnost plastike v možganih. Zakaj? Ravno zato, ker gre za izjemno nizke koncentracije in izjemno veliko možnost kontaminacije vzorca. Mi dobimo vzorce iz različnih koncev sveta, iz različnih bolnic, domov. In ti vzorci so vzeti na nek določen način in vedno obstoja neka verjetnost, da so kontaminirani. In tudi ti članki, kot je kolegica omenila, v najboljših revijah, zraven ne poročajo, v kakšnih posodah so bili mogoče vzeti še, ampak kako so bili naprej procesirani. In to je pravzaprav en takšen zaključek, ne, ker se določene stvari vsi učimo. Sploh, če gre za nizke učinke in majhne koncentracije. Ampak nas, ne, kot širšo javnost, seveda, bom zdaj tako malo grdo rekla, pa ne mislim tako, ne zanima, ne, a ste vi dobili to v idealnih posodah, pogojih in tako naprej, ne. Nas zanimajo izsledki, ki so iz teh raziskav prišli in seveda, če vi tako kot ste zdaj povedali, a ne, da niso vedno 100%, da ne morete z gotovostjo nečesa trditi, to seveda vsi lahko razumemo, a ne. Znanost se razvija, dela napake, na napakah se uči, pogoji niso vedno idealni, vse to je jasno, ne. Ampak vendarle, omenili ste, da se je veliko strokovnjakov z različnih področij združilo zdaj prav na tem raziskovanju nanoplastike, kar pomeni, da je to zaznano, ne, v znanosti kot en velik problem, katerega reševanja se je treba lotiti čim prej in čim bolj intenzivno, kar meni pač pove, da stvar ni tako nedolžna. Ja, zelo zanimiv zaključek. Pravzaprav ni znanost ali pa znanstveniki tisti, ki neposredno določamo smeri, ampak največkrat vprašanja, dileme
široke družbe, ker to so projekti, ki so dejansko financirani strani Evropske unije, različnih agencij. To pomeni nekaj, kar je prepoznano kot problem, se na to financira. In mi, ki imamo znanja iz tega področja, se na to vključimo v te raziskave, seveda, če smo uspešni pri prijavah. Ne? To pomeni, da je sam začetek mogoče ni izključno znanstven. Mi vedno imamo znanstvene probleme, ne glede na to, kaj je vzunji problem. Je pa drugače pri teh raziskavah, in sicer to, da so zraven ves čas vključena regulatorna telesa, zato da se naučimo pogovarjati, zato da se naučimo na ustrezen način svoje izsledke posredovati, zato da oni nas naučijo, kaj je tisto, kar potrebujemo. Tudi oni povejo, nas ne zanimajo vaše metodološke težave. In v zadnjem času, kar me izjemno veseli, tudi strokovnjaki z področja sociologije, to pomeni združboslovja in tako naprej, zato da dejansko drug drugega na ustrezen način razumemo, ker to je edini način, da bomo prišli do ustreznih rešitev, ne izključno znanstvenih. Ja, izvolite si. No, jaz bi rekel, da raziskovalci oziroma znanstveniki lahko seveda spravimo neko tematiko na agendo, pravzaprav, da se začnemo z njo ukvarjati, zato ker so razpisi dokaj odprto včasih napisani, če govorimo o, ne vem, onesnaževanju, preprečevanju onesnaževanju vode, recimo. Ne? Tja gre lahko marsikaj. Ne? Tako da v bistvu ta ideja je prišla iz znanosti od znanstvenikov. Ne? Že sama beseda mikroplastika je od enega znanstvenika tudi prišla in to so se začeli pač s tem ukvarjati, ker so nekako to zaznali slučajno, ponovadi slučajno pravzaprav, ne. Ampak pravzaprav je znanost postavila to tematiko v ospredje, da se zdaj z njo ukvarjamo. Je pa res, da se je potem izkazalo, da pravzaprav to je problem, to so zaznali tudi te, ki določajo znanstveno politiko na višjih nivojih, pa tudi potem politični odločevalci in tako naprej. Tako da se je potem to tematiko prevzelo in se jo zdaj mogoče tudi bolj načrtno obravnava. Ne, ampak to je pravzaprav znanost pripeljala. In v bistvu je najbolj zanimiv. Znanost je prva detektirala težavo. Absolutno. Ne? Absolutno. In je pravzaprav zanimiv, ne, sem ravno razmišljal danes o tem, a veste, vsi smo uporabljali plastiko tudi 20 let nazaj. Ne, in točno vemo, da so se materiali obrabili. Ne vem, pogledaš pod plat svojega čevlja, ne, to je plastika, jasno. Ne? In se obrabi, to vsi vemo, ne? Guma na avtu se obrabi, to smo vsi vedeli. Ne? Pa nihče se pravzaprav nekaj veliko sprašal, kam to gre, kam gre ta material. Guma zgubi, ne vem, 1,5 kila med svojo uporabo. Ne? Kam to gre? Ne? Sploh se nismo s tem ubadali. Ne? Ali pa recimo, če pogledaš v pomivalni stroj, ne? Vsa tista plastika je nekaj uguljena, pa nekaj, ali pa v lastni kuhinji, ne? Kaj se jim rezalna deska, pa vse mogoče. Ne? Točno vemo, da je nekako oguljeno. Ne? To so delci, ki so nekam šli in mi se pravzaprav sploh nismo s tem ukvarjali, nismo to razmišljali. Ne? In potem, ko smo začeli, ne, zdaj pa razmišljaš, o bog, povsod je plastika. Ne? Mi smo potem recimo gledali, kaj pa zobna krtačka. Ne? Vsak dan imam plastično zobno krtačko v ustih, pa to lepo drgnem, veselo, ne vem koliko minut izdrgnem, pa še malo abraziva dan zraven, tako da bo še bolj šlo. Ne? Ja, mislim, menda, da delci pridejo ven, ne? Oziroma, da pač odpadajo. Ne? Ampak s tem se sploh nismo ukvarjali, tako da je prav zanimivo, ne? Kaj smo popolnoma spregledali, ne? Ko smo tako veselo plastiko uporabljali. Čemu pripisujete to dejstvo, da se pa danes tako veliko ukvarjamo s tem, od znanstvenikov, politikov, odločevalcev do širše javnosti? Zakaj je prišlo do tega preobrata? Ja, jaz mislim, da je to zaradi tega, ne, ker smo obkroženi s plastiko. Po mojih izkušnjah, ne, so ljudje vedno fascinirani glede plastike. Meni so na začetku kariere, že dolgo nazaj, sem rekel, to benga ne bo zanimala plastika. Ne. Jaz sem imel vedno poslušalce, pa vedno smo se pogovarjali o tem, zato ker so ljudje obkroženi s tem, mi smo vsak dan stalno v stiku s plastiko, to so fascinantni materiali, ampak o njih ne vemo kaj veliko. Ne. Pa hkrati so nam nekako neprijetni,
bili so ceneni, recimo, neprijetni, in če bi komu rekel, boš plastiko jedel, ne, ali pa, a veste, sinonim za slabo hrano je, da stiropor ješ, ne. Ne? To noben noče, ne, pol če rečeš, dobro, plastiko ješ, ne. To je pa nekako intuitivno, po moje, da tega ne maramo, ne. Zakaj bi mi plastiko jedli? Ljubljana pa jo jemo, ne, ker prehaja iz embalaže Ja, tudi delno v jo hrano, jemo, ne. ja. Potem so tam tudi v embalaži pametni, tako imenovani materiali, ki detektirajo, ne vem, vlago, zrak, temperaturo in tako naprej. Koliko so te dodatki, te aditivi oziroma pametni materiali v embalaži, kakšen vpliv imajo na samo hrano, ki je znotraj tega paketka? Naj ne bi imeli dosti vpliva, ker vsi ti materiali, ki so v stiku s hrano, naj bi minimalno imeli vpliv, ampak ga imajo, zato ker noben material ni povsem inerten, ne. To je res. Kar se tiče teh pametnih materialov pri nas, niti ni toliko tega, ne, na tržišču. Ne vem, jaz še nisem videla pri nas, da bi to nekdo uporabljal, zato ker so ti materiali malo dražji, recimo. Ampak imamo pa druge vrste in vsak dan tiste plastične vrečke pa škatle pa vse to, tega je veliko. Jaz mislim, če bi se navezala na vas, jaz mislim, da tudi zaradi tega smo se začeli malo več ukvarjati, zaradi tega, ker smo opazili, da v naravi je ogromno te plastike, ki nekako obstane, se ne razgradi, ne, tisti ogromna juha plastična v oceanih in to. In potem so se ljudje začeli spraševati, a je to samo tam, to je makronivo, verjetno se nekaj zgodi in potem počasi, ponavadi je tako, ne, nekaj, kar je v naravi, preko saj pride tudi v našo hrano in to je pomembno, in v vodo, ne. Tako da je že dobro, da se s tem ukvarjamo. In hvala Bogu, če bojo rezultati pokazali, da to ni tako problematično, super, ne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo in kakšni rezultati. Predvsem zdaj, če rečem nanoplastika, nanoplastiko je dosti težje analizirati kot nek drug nanomaterial, anorganski, ne. To je dosti lažje. Plastika pa je problem in koliko jaz vem, pri nas, ne vem, če se kdo ukvarja z analizo migracij nanoplastike ali pa, ne vem, vsebnosti v živilih ali pa vsebnosti, mislim, oziroma če se ta nanoplastika nahaja v našem telesu. Mislim, da v Sloveniji ni teh raziskav. Enkrat sem bila na nekem predavanju, ena kolegica iz Kemijskega inštituta je razlagala, da se več z mikroplastiko, z nano pa ne toliko, ne. To se mi zdi eno področje, ki je še bolj pomembno, kar se tiče varnosti. Ne, te raziskave potekajo in tudi se začenja, mislim, se imamo tukajle. Kemijska analiza. Ja, slikovne v glavnem, ja, mikroskopske precej delamo, ja. Mislim, vsekakor je težko analizirati, sploh detektirati nanoplastiko, ne. V tem je težava. Zato, ker sama ideja nanoplastike je prišla iz tega, dobro, če veliki delci razpadajo, ne, imaš, ne vem, vedro, ki nekje plava po morju, ne vem koliko časa, počasi razpada, to vsi vemo. Imaš folijo na vrtu na soncu, ne, konec poletja se folija kar drobi. Postanejo mikrodelci, imajo mikroplastiko, ne. In potem rečeš, dobro, se ta material ni nehal razpadati, še vedno fragmentira, ne, torej fizično razpada in je logično, da bo to šlo na nivo mikrona ali pa 100 mikronov, pa pol mikron in torej smo v nano področju, ne. Teh delcev pa pravzaprav ne vidimo, ne, ker nimamo metodologij dobrih in jaz si upam trditi, da danes ni nobenega junaka, ki bi lahko vzel, ne vem, tamle zunaj en okoljski vzorec in kvantitativno not določil nanoplastiko. Mislim, da ga ni junaka, ki bi to naredil, no. Ja, lahko naredimo analizo in rečemo, mi najdemo kemikalije, ki kažejo na prisotnost plastike. Posredno. Tako, in znamo kvantificirati, koliko plastike, ne vemo pa, koliko delcev je to, kakšni delci so,
to pa ne znamo nič povedati, zato ker nikdar delca pravzaprav ne Samega ne vidimo. Ne. Tako da v večini teh analiz, ne, ki jih delajo po človeških organih, ker zdaj so našli sledove, jaz temu rečem sledove plastike, ne pa delce, ne, v možganih, pa v vseh mogočih notranjih organih, pa v arterijah, pa povsod, ne. To kamorkoli grejo gledati, zaenkrat pravzaprav najdejo sledove plastike. Ampak to, ne vem, če je par študij, ne, ki potem pokaže vsaj nek poskus, da bi pokazali delec. Ne. Drugače gre pa pravzaprav za posredno metodo, kjer ti, dajmo temu reči, sežgeš vzorec in v razgradnih produktih iščeš kemikalije, ki kažejo, torej sledove plastike. Ne? In torej ti na nek posreden način praviš, toliko plastike je noter. Ne? Ja, jaz bi se mogoče samo tule navezala ravno na to, ne. Te raziskave, ki so največkrat bile omenjene s tem sežiganjem, a ne, se je izkazalo, da ko se na enak način obdela biološki vzorec, se pokažejo popolnoma enaki produkti, kot v primeru plastike. Ne. To pomeni, marsikdaj, ne, je bilo zmerjeno nekaj, kar je del biološkega vzorca. Ne. In tukaj so te metodološke težave, če to želimo videti. In potem imamo razne posredne metode, posredne analitske metode in pa posredne biološke teste. Bi pa mogoče samo se vrnila nazaj na tisto vaše vprašanje, zakaj se toliko s tem ukvarjamo, če mogoče vemo, da pa vendarle ni tako velika nevarnost, kot smo morda mislili 5 let nazaj, zato ker se želimo pogovarjati o prihodnosti plastike. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. A ne? In veliko smo tukaj naredili, jaz mislim, da je Evropa na tem področju zelo veliko naredila. To pomeni že samo zavedanje, da imamo ščetko ali pa karkoli, ne? In da mogoče je kdaj ni potrebno ali je potrebno imeti plastiko, ali pa mogoče določeno stvar nazaj vrnemo v krog na en ali na drug način. To pomeni, da samo to zavedanje in da je plastika material sedanjosti in prihodnosti in morda ni povsod potrebna. Kdaj bomo lahko, kot smo slamce nadomestili in še kaj drugega s kakšnimi drugimi materiali, kar pa ne pomeni, da so ti materiali kakorkoli drugače reaktivni ali pa interagirajo z našimi biološkimi sistemi. Ne, to pomeni, da pač imamo opravka z nekim materialom in se bomo vrnili do odpada. A ne? In to je to, kar je najverjetneje največji problem. A ne? Mi sicer govorimo problem mikro- in nanoplastike in človekovo zdravje, ampak točno to, kar je rekla kolegica, mi to vidimo povsod okrog in vidimo, da je to nekaj, kar si ne želimo. To pomeni, glavni problem je problem pravzaprav odpadne plastike. In seveda, kako vrniti nazaj to v krog, in to je nekaj, kjer se Evropa pač trudi, idejno, konceptualno, in mi pač poskušamo iskati rešitve. Glavni problem je količina, ne? Količina, ki se nenehno povečuje, in zdaj na nedavni konferenci, mislim, da je bila pred par tedni, a ne, o zmanjševanju proizvodnje plastike, sta seveda še vedno dva tabora, ne? Na eni strani tisti, ki si želijo, da se zmanjša ta proizvodnja, in na drugi strani tisti, ki to proizvajajo na osnovi nafte, verjetno še vedno, a ne, še vedno to glavna surovina za proizvajanje plastike, pa seveda tega ne želijo, ne. Tako da, kaj vi mislite, je ta dogovor pri tako različnih interesih, na kakšen način bi ga bilo mogoče doseči, ker dejstvo je, da zmanjševati bo treba, ne? O tem verjetno ni nobenega dvoma. To so politični dogovori. Je pa ena stvar, ki jo pa recimo pogrešamo, to, da se zelo veliko govori o plastenkah in podobnih stvareh. Tudi mi smo se v projektih ukvarjali pretežno s tem, pa s takšnimi in drugačnimi folijami, sorazmerno malo pa o hitri modi, to pomeni o vlaknih umetnih, ne? In po raziskavah, kakor sem jih pregledala, je pravzaprav to eden največjih onesnaževalcev z mikro- in nanoplastiko, torej ta vlakna. To pomeni, tudi tukaj bomo najverjetneje v prihodnosti nekoliko spremenili način življenja. Najverjetneje. Ampak to je pa dejansko naša skupna akcija, skupna aktivnost. Te
plastike toliko ne vidimo, razen v domačem prahu mogoče, a ne? In tukaj so pa v zadnji popolnoma drugi principi, ne? Ker hitra moda ima pa nek svoje druge elemente, lobije, svoj čar in bo potrebno tudi na mal drugačen način naslavljati to. Kako pa je z razvojem recimo novih plastik, da rečem tako po domače laično, ne? Oziroma teh snovi, s katerimi se vi ukvarjate, kjer mislim, da veliko delate na tem, ne? Kakšne so perspektive, da se recimo razvijajo nekatere vrste plastike, ki bodo pa brez vseh teh zagat, o katerih se zdaj pogovarjamo? Jaz mislim, da se bomo plastiki izjemno težko odrekli in to vidimo pravzaprav ravno pri tej rasti proizvodnje. O plastiki se veliko govori, plastika ima v bistvu negativno označbo in čeprav ima negativno označbo, jo vsi stalno uporabljamo. Ne. Tako da malo smo tukaj shizofreni v svojem razmišljanju, ne. Ampak to ravno kaže, kako uporabni so ti materiali in zato imamo to rast, ki je pravzaprav strašljiva. Ta rast je prevelika in ker so ti materiali poceni, to so poceni materiali in to so materiali, ki nam omogočajo v bistvu nek komfort, varnost in tako naprej. Samo če pomislite, a veste, ko greste na urgenco k zdravniku, ne, a veste, tam se odpira sterilne paketke, ne, vse je plastično, vse je za enkratno uporabo, vse je varno. Temu se nihče ne bo odpovedal, ne. Je pa vedno vprašanje koristi in tveganj, ne. Tam se ne bomo odpovedali, ampak kje bi se pa lahko? Ja, ampak, a veste, kaj pa zračni meh v avtu, ne, ali pa igrače vaših otrok, jih tako ljubijo, ne, ali pa naših otrok, ne. A veste, tega je ogromno, ne, to so izjemno uporabni materiali, tako da jaz mislim, da ne bomo se jim znali odpovedati. Ne, ker verjetno tega nihče niti ne pričakuje. No, ampak mislim, to je bila en tak ekstrem bi bil. Nekateri zagovarjajo, da bi se temu popolnoma odpovedali. Ne. To je mislim, da pravzaprav neizvedljivo. Ne. Ampak druga stvar pa je, da smo pri njihovi uporabi izjemno potratni, zato ker so ti materiali poceni, tako dostopni, tako optimizirana proizvodnja je, ne, da nam ni treba skrbeti, ne, pač imaš tam, ne vem, kuli napiše, ga vržeš v smeti, pa da imaš drugega, pa tudi napiše, pa še tega vržeš v smeti, ne. A veste, to je tako grozno potratno, ne, in mi smo tega navajeni, to kar leti od nas, ne, in problem je pravzaprav v tem, ne, da je količina plastike, ki jo potem najdemo, na primer v naravi, ne, je kar direktno korelirana s tem, koliko uporabljamo. A veste, če imamo zdaj 400 milijonov ton, ne, pa bomo imeli po 600 milijonov ton, lahko pričakujemo, da bo toliko več plastike v okolju. Ali pa vsaj z nekim faktorjem se bo to povečevalo. Ne. Ker recimo, tudi delali so eno analizo, kakšen je učinek v tistih okoljih, v Ameriki so to delali, v okoljih, kjer imajo neko politiko pa ukrepe za zmanjševanje uporabe plastike. In so rekli, ja, so učinkoviti. Naprimer, ne vem, mesto v Kaliforniji, ne, omejujejo uporabo plastike za enkratno uporabo in se tega resno držijo. Ne, in so rekli, ja, vidimo relativno zmanjšanje količine plastike v naravi. Ne, ko čistijo obale pa tako naprej, ne, ker teh podatkov je ogromno, pa se zbirajo nekako in se tudi centralno zbirajo, tako da to lahko zdaj že sledijo. Ne. Torej, v mestu, kjer imajo ukrep za zmanjševanje uporabe, se je količina plastike v okolju zmanjšala relativno na mesto, kjer ukrepa ni. Rečem pa relativno zato, ker še vedno je bilo plastike v okolju več kot prej. Samo rast je bila manjša in to so pripisali ukrepom. Ne? Mi smo v eni taki situaciji in zato je treba omejiti te količine. To je treba omejiti. Mi moramo biti bolj varčni pri uporabi plastike. Mi smo tukaj tako razsipni, da se ne da povedati. In jaz mislim, da v neki prihodnosti, ne,
če skočim 100 let naprej. Ne. Jaz mislim, se bo o tem govorili, da smo bili totalni barbari, da sploh nismo vedeli, kaj počenjamo. Da to je nepredstavljivo, kaj so počeli 100 let nazaj. Mi pa tukaj o tem fantaziramo, pa kaj bi, pa kako bi. Ne. Ampak jaz res mislim, v prihodnosti to bo totalen barbarizem. To je tako, kot bi gledal na srednji vek, ki niso vedeli, kaj so bakterije, pa so pili vodo, ne vem, pa vse mogoče neumnosti dela. Ne, da so bili pol bolani, imeli kolero, tifus in ne vem kaj. Pa niso vedeli, kaj je bilo, ne, pa so rekli, zrak je slab. Ne. Jaz mislim, da se bo tako gledal. Ampak kako bomo pa prišli do tega, ne, to je pa druga pot. Ampak jaz mislim, da ključno je zmanjševati količine, ki jih uporabljamo, zato ker tukaj smo pretirali popolnoma. Zdaj, računati na to, ne, da bomo pa nadomestili to z nekimi čudežnimi novimi vrstami plastike, ne, tukaj sem pa jaz malo bolj skeptičen. Ne. A veste, en najbolj znanih primerov biorazgradljive plastike, polimlečna kislina, je bila odkrita tam okoli 1930, v 30-ih prejšnjega stoletja. Torej, ne. In odkar se jaz s tem ukvarjam, ne, vedno govori, ja, to je pa material, ki prihaja, pa bo, pa tako naprej. Komaj kje ga uporabljamo. Ne. Se ga proizvaja, ampak a veste, v količinskem razmerju proti tem bolj uveljavljenim tipom, recimo polietilen, polipropilen, je tega zanemarljivo malo. Ne. Ali pa recimo obstajajo naravni poliestri, polihidroksialkanoati, ki jih mikroorganizmi delajo naravno, ne, kot skladiščenje hrane, pravzaprav takrat, ko ne morejo rasti. Ne. In to je termoplastičen poliester, tako kot polietilen tereftalat, to, kar se za plastenke uporablja. Ne. In mi to lahko čisto naravno, to je naravno, torej biosnovan, biorazgradljiv, ne, tako da si res tako kot list na drevesu, ne, skoraj v takem ciklu se znajdeš potem, ne. Ampak mi tega ne proizvajamo, še eno polietilen uporabljamo. Ker ni dobička? Ja, to se ne more reči. Ja, tukaj se seveda srečamo z ekonomiko, ne, zato ker, veste, mi imamo lahko marsikatero visoko letečo misel, ne, ampak ko se pa znajdemo pred nekim stroškom, ne, se pa zagon nekako zgubi. Tako da to je pomembna točka, ja. Eno je, da se sami omejimo, ne, a smo to sposobni narediti, ker nismo prav dobri v tem, da se omejujemo. Ne. Pa drugo, da sprejmemo nek strošek, da se dogovorimo kot družba, da celo sprejmemo nek strošek. Ne. Tukaj vidite, je velik odpor, mnogo pomislekov, ne, kako, na kakšen način. Ne. To potem so pa druge, bolj, bi rekel, sociološke zadeve potem. Ne. Ker vi ste prav rekli, da v tem področju je veliko tudi iracionalnega, ne. Neki občutki so, v nekaj verjamemo, nekaj se nam zdi in to je, kar postane potem realnost. Ne. Tako da smo dejansko prišli iz nano, mikroplastike, najbrž v ta prav problem. Ne. In to je prevelika proizvodnja, neustrezno ravnanje, ne. Neustrezen zaključek življenja tega, ne. Kako vrniti v krog. Ne. Tako da, kar se trenutnih strahov tiče, pred nano in mikroplastiko mi dostikrat primerjamo z drugimi materiali, ki smo jih v preteklosti raziskovali, nanomateriali. Ne vem, titanov dioksid je bil takšen, s katerim smo se silno veliko ukvarjali, ne. In dejansko videli, da do neke mere ali pa do veliki meri zdravo telo vendarle obvladuje. Ne spusti tja, kamor ti materiali nimajo kaj početi. So pa vedno neke možnosti, neki dodaten stres in v zadnje čase skušamo gledati na problematiko onesnaževanja celostno in ne izvzeti samo človeka, ki nas zanima, tudi okolje. To pomeni dejansko gledati na zdravje človeka, živali, okolje, rastlin, seveda v nekem konceptu enega zdravja. Ne. In to je najverjetneje prihodnost. In ko se bomo mi tega zavedali, da če je plastika v oceanih in če so tla onesnažene, je to pravzaprav neposredno povezano tudi z našim zdravjem, ne glede na to, ali verjameš ali ne verjameš, da imaš nanoplastiko v možganih, se mi zdi, da bo bolj enostavno, ker mi pravzaprav moramo stvari videti, tako smo nekako naravnani. Šele takrat mogoče lažje razumemo in ukrepamo.
No, ampak te raziskave, ne, ki zdaj prihajajo ven, recimo, kjer se že skoraj da povezuje, ne, kaj jaz vem, povezali so demenco pa prisotnost plastike v možganih, ne. Potem so povezali kardiovaskularna obolenja z prisotnostjo mikroplastike oziroma plastike v tem, dajmo tako reči, v oblogah arterij pa tako naprej. Tako da tukaj se dela velike korake naprej, ne. Tako da jaz nimam nobenega dvoma o tem, da je plastika škodljiva za nas. Hkrati pa jaz običajno trdim, da plastika nas ne bo ubila. Ne, razen če pade kos plastike na vas, ne, vas verjetno ne bo ubila. Ampak prispeva pa k vsem tem bremenom, ki smo jim izpostavljeni. Ne, mi smo izpostavljeni stalno, ne vem čemu, potem imamo pa še neke, vsak ima neke svoje specifične zadeve, nekdo kadi, nekdo prekomerno uživa alkohol, nekdo ima slabo dieto, nekdo se ne giblje, nekdo ima, ne vem, genetsko neko zasnovo, a veste, in potem daš to vse skupaj, pa hkrati damo pa še malo plastike gor, da bi, a veste, še malo popopral, ne, da bo še malo bolj prijelo vse skupaj. Jaz tako gledam, ne. To je prispevek. Ne? In če ga mi lahko odstranimo, en negativni prispevek, ali ga pa vsaj zmanjšamo, moramo to absolutno narediti. Ne moramo se tukaj, a veste, slepo peljati v neko prihodnost, pa reči, sej so majhni delci, pa sej ne bo nič. Ne? Absolutno ne. No, to bi se povsem strinjala. Absolutno zmanjšati izpostavljenost. Tisto ni še čisto dokazano, ne, da Alzheimerja povzroča, ampak je treba raziskave delati, treba je nadaljevati. Veste kaj, pred kratkim sem napisal en prispevek nekje, ne. To se meni zdi tako kot, veste, slika, kompozitna slika, ne, lahko na televiziji, če hočeš, ne. Tam so same majhne pikce, ne, a veste, in ko ti gledaš pikce, ne, če so dosti velike, pa dosti malih je, ne vidiš slike, ne. Potem se ti pa počasi, ko se pikce, ko jih je več, ne, pa ko so manjše, se ti pa enkrat slikca postavi. In mi smo v tej fazi, mi te pikce zdaj zbiramo, ne, in nekaj se nam zdi, da se tam vidi, ne, ampak ne vemo, pa ne moramo še ne moramo trditi. Ne? In to je naš problem, recimo, mi smo tukaj raziskovalci, naravoslovci, a veste, mi smo zelo skopi z trditvami, to je tako, to rečemo šele takrat, ker vemo to 100%. Takrat si pa ne prvošmo to reči. Ni več naša naloga, ne? Mislim, ko enkrat to tako, smo mi že daleč naprej, tam, kjer ne vemo, kako je, ne? Ker to je v bistvu naše poslanstvo. Ne? Ja, mi smo vedno tam, ne? Ja, mi smo vedno tam, kjer se ne ve, kako je, ne? Ugibamo, kaj je, pa kaj bi lahko bilo, ne? Tako, zato bi tukaj, ne, in res, kar je neverjetna izkušnja, ko sedijo zraven dejansko družboslovci, sociologi, na kak način oni naslavljajo probleme. Ne, na kak način jih mi, ko postavimo v vrsto kar neki problem, rečejo, ne, najprej bomo to naslavljali. In potem razumeš, tudi razumeš, zakaj se včasih pretirava, čeprav se ne strinjamo s tem, zato ker je potrebno nekaj nasloviti, nekaj pokazati. Ne. No, nekaj... Ste pa zelo lepo tole, tale slikca, to je tako zelo nazorno. Res je dobra, res je dobra. Ste želeli še nekaj dodati, ne? Ampak mi je ravno šlo. Jaz mislim, da smo razprli nekaj problemov, nekaj osnovnih dejstev smo tudi uspeli razjasniti in se vam prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v današnji epizodi podcasta. In vam želim še veliko uspeha pri vašem raziskovalnem znanstvenem delu, ker mi nekako računamo na vas. Ne? Hvala lepa. Hvala tudi vam.